drugače, kakšna prav posebna hrana v Alžiriji? Torej v Sahari je čaj številka 1. Pripravlja se pa, to bi niti ne vem točnega recepta, ampak ko ga gledaš, torej on ima take mehno ročko kovinsko. Več jih je, tako ne 3-4. Skodelic nas je bilo nekaj čez 20, se pravi toliko skodelic kot je nas. Eno steklenico, plastično polno sladkorja, v steklenici imajo sladkor, oziroma plastenko pravzaprav. In iz tiste naredi tako strašno sladko zadevščino, da se kar vleče skoraj. In potem pretaka tako, da zliva z višine, tako pol metra ali pa še malo več čisti čaj, tako da se pena dela. In tista pena je tista, ki je glavna pri čaju. Tisto peno potem zbira žličko, pa jo naklada v drugo skodelico. Eno uro traja, da je naredil čisto navadnih toliko in toliko tistih skodelic. In to je res. S tem, da oni strašno spoštujejo ogenj, skoraj tak religiozen odnos imajo do ognja. Se ne vem, na temle posnetku danes najbrž ne bomo videli bomo pa kdaj drugič. Namreč strašno težko je priti do kakšnega kosa lesa. In zdaj na enem mestu, ona dva že seveda vse poznata, prideš v eno dolino, se sprašuješ, čem boš zdaj kuril, niti enega listka ni nikjer, na kar greste zraven ene skale, malo pokopljata, kar naenkrat pade veja, 2, 3. To ima spravljeno. Ja, niti ne, je bilo treba prav izpuliti, je bilo še del živega grma, nima spravljeno. Torej vejo, kje poiskati. Vejo pa, kje je, ja. Ker pač Sahara se širi zadnjih ne vem koliko stoletij in ker so nekoč bili grmi, jih je prav pesek prikril, ampak oni še pač vedo, kje so nekoč bili tisti grmi. Kako se pa naša oblačila obnašajo v teh situacijah? Ste zamenjali hitro bolj po parih dnevih na njihovo? Najboljši, niti ne. Najboljši čas, da greš v Saharo, pravzaprav skoraj edini čas, je po zimi. Ker takrat je po noči tam okrog ničle, po dnevi pa tam kakšnih prijetnih 20 stopinj recimo ali kaj takega. In čisto v redu, tudi kratke hlače imaš lahko kakšen dan. Ker po dnevi se kar lepo segreje, tam ob enih 2 je kar lepo toplo. Posebno, če lezeš na kakšne hribe, ker smo stalno pač lezli. No, vidite, zdaj tisti kruh končno pečen. Sicer ne bom lagal, da je ne vem kako fantastičen, tako smo je malo škripalo pod zubmi. Zaradi zemlje, ne, oziroma... Zaradi peska, ja. Tako da ni glih, da bi rekel, ne vem kaj, no, ampak v redu, pač nekaj posebnega. Za pojesti je bil, a ne? Seveda je bil. Pa nekaj posebnega je pač, ne. In da še mogoče povej, kaj je pomembno, da ljudje, ki se odpravljajo na tako potovanje, mogoče prav v Alžirijo, kaj je še pomembno, da vejo? Poleg vize, ne? Če gre kdo z avtom, mimo grede, no, s tem istim prijateljem Mišetom se spravlja, da bi mogoče nekaj ljudi popeljala, naprimer vaju 2. Letos jeseni tja. No, pa všala, mogoče pa tudi, ne? Mogoče pa tudi, ja, sej. Namreč marsikdo, ki ga poznam, bi rad preizkusil vožnjo s terencem, že vidim, da se ti malo oči svetijo, vožnjo s terencem po pesku. Namreč zgledaš Dino, se pravi peščeno sipino in zdaj eden zapelje gor. Kar naslednji hoče biti bolj frajer in mora vsaj pol metra više zapeljati. Namreč strašno težko je zapeljati, ker moraš vedeti 1000 mehanskih lastnosti, gum in vsega tega, da veš, kako moraš peljati po teh peščinah, pa da ne obtičiš in se ne zakopljaš. A ste se kdaj na poti zakopali, pa ste mogli koga... Stokrat. Se bo verjetno, tudi bomo videli kakšnega, ki ga izkopavamo. Sicer pa to bo zdaj naslednji užitek potem, ne? Namreč oni so seveda vsi taki amaterski fiziki in matematiki in zdaj, če se kdo zakoplje, hvala Bogu, ker potem je treba zdaj računati sinus, kosinus in vse ostalo, kako bomo zdaj upeli ali vitel ali gurtno, tako imenovano. To so tiste široke ploščate vrvi, ali kako bi temu rekel, ko gre na taki trkovi, ker vrv ni dobra. Mimo grede, pred leti sem vozil z Camel Trophy, ne vem, če videl, sploh poznate to. Poznava, seveda. Ker zdaj že 10 let ni več tega. No, sem v srečo, med 40 000 Jugoslovani, takratnimi so me izbrali, pa še do stanovnika, ki ga vsi poznate, pa še Marjeta Smoleta takrat. In smo se trije skupaj v stanovnikovi, Jugo ta imel takrat, smo se skupaj peljali v Zagreb, potem pa na Jastrebarsko, kjer je teren za motoristične dirke. In tam smo se preganjali potem 3 dni v teh džipih gor in dol. In je bilo strašno zabavno. Vesela. Ja, no in zdaj... To je zdaj podoživljanje vsega. No, tam smo najslabše variante vedno preizkušali, se pravi, kako narediti most iz 4 kolov ali pa kako voziti po takole široki progi, krat 20 metrov daleč, ne da zdrsneš dol, ali pa pripeljati s polnim gasom iz ovinka na hrib, ki je narejen iz mokrih kolov, ali pa, kaj vem, tudi Monkey Bridge smo imeli med drugim, se pravi, da moraš plezati po vrvi, kar prikleto daleč, ne da bi omagal na sredini in tako dalje, močna orientacija. No, tukaj je pa sorodna zadeva, s tem, da pač tukaj v praksi preizkusaš. In eno zanimivih stvari je vitel.
Takrat v Jastrebarskem smo recimo zapeljali v takle blatni hrib, potem smo pa morali pač na pravi način in pod pravim kotom napeljati tisti vitel, potem imaš pa komando v roki, ki deluje na vitel, istočasno moraš po drugi prestavi počasi, prav popolnoma sinhronizirano mora biti, voziti navzgor, da te potegne, ker sam vitel ne bi mogel, sam motor pa tudi ne, oboje skupaj pa potem spelje. Prav, taka fina stvar. No in zdaj tukaj, no vidiš, tukaj je pa že nekaj tistih risb, ki sem jih prej omenjal. Namreč, če dobro pogledate, no, mogoče se tukaj ne bo videlo strašno dobro, kje druge se vidi pa bolje. Torej, vse te živali, ki so danes znane iz afriške savane, so tukaj upodobljene. In tudi kosti so našli in so prav skoraj kar egzaktno ugotovili, da je še recimo na začetku našega štetja so tukaj, no, še zdaj pridejo kakšne gazele od časa do časa, ampak še na začetku našega štetja so še živele tukaj marsikakšne afriške živali, ki jih danes ni več. Koliko časa pa si je potrebno vzeti za obisk Alžirije, da res doživiš tisto? Jasno, nikoli ni zadosti, ampak recimo tak minimum je 2 do 3 tedne, mi smo vzeli 3 tedne, ker je treba najprej preko Tunizije priti do Alžirije, kakšno mesto na severu, potem pa 2 dni same vožnje do juga. Tam potrebuješ vsaj nekaj dni, da si v Sahari, pa da spiš v Sahari, pa da je res tisto pravo doživetje puščave. Tako da rečemo, no, tudi v 2 tednih se da narediti, ampak je že zelo nagneteno. Tukaj so pa celo sloni upodobljeni, ampak je nažalost naravnost tja se opiralo sonce, tako da se ne vidi tako dobro. Če si pa seveda v živo tam, potem pa dosti bolje vidiš. Kdaj naslednjič v Alžirijo? Naslednjič, če se bo, zdaj, ne vem, zdaj jesen imamo Mislim, da veva, kdaj nas pakirava, ne? Ja, vidva pakirata, bomo šli v Tunizijo zdaj, ker je veliko manj zapletov, pa cenejše je, ker ni treba vseh tistih mahinacij alžirskih. Imaš pa tam ravno tako zelo visoke sipine v Tuniziji, tako da se tam doživi zelo podobne stvari kot v Alžiriji. Še to, ja, če se bo kdo sam spravljal, zelo priporočam, da gresta 2 avtomobila, ne en sam. Ker če se zakopljaš, pa te drug vam potegne, je zelo lahko vse skupaj. Če si pa sam, boš pa kopal cel dan in eden od mojih kolegov je šel enkrat od Džaneta do Tamanraseta v južni Alžiriji, kar niti ni strašno daleč, in se je zakopaval, tako da je vsakokrat čakal, da bo kdo mimo pripeljal. To se zgodi pa enkrat na 2 dni, ne? Ja, fajn. No, in je, ali pa tako, po 5 metrov, pa po 5 metrov. Malo potovanje, ne? Ja, je kar. Ok, Janin, skratka, jaz bom rekla Alžirija za vse tiste, ki so po duhu zelo, zelo avanturisti, ne? Srednje, rečemo. Ok, srednje. Po tvoji kategoriji, po moji pa zelo. Tako da, Janin, hvala za tvoj obisk danes. Najlepša hvala še enkrat. Lepo se mej, pa se vidimo. Pa se spet vidimo. Prihodnji teden. Jaz te bom kar pospremila.